Hi, I'm Alia. So as you can see, I'm in my kitchen, and the reason behind it is that today we will practice listening Slovene. So this whole video, except this intro parts, just so that you know what is happening, will be in Slovene. So today we are going to prepare pancakes or crepes. We call them palačinke. And at the end of the video, I will give you 3 questions. So if you will listen carefully to the video, what's happening, and you will have to answer, or if you wish, you can answer these 3 questions, and I will correct them in the comment section below if it's correct. So maybe the question will be, how much flour did I use, how many eggs, or how many pancakes I prepared, and so on. Alright, so let's begin speaking in Slovene, and maybe some words will be in English just to make it easier to understand if something's gonna be a bit confusing. Alright, torej, za pripravo palačink bomo potrebovali posodo, v kateri bomo mešali. Okay. V posodo bomo dali približno 500 gramov bele moke. Okay. Moka. Odpremo moko in jo stresemo v posodo. Tako, zdaj imamo v posodi moko. Naslednji korak je, da dodamo sol. Torej ščepec soli. Tukaj imam sol. Kot vidite, sem napisala sol, sol. Torej v posodo dodamo ščepec soli, mogoče malo več. Tako. Potem, ko imamo v posodi moko in sol, dodamo mleko. Ok, pa začnimo. V posodo bom nalila mleko. Zdaj, ko imamo v posodi mleko, bom vzela vilico in z vilico zmešala moko, mleko in sol skupaj. Pa začnimo. In mešamo, in mešamo, in mešamo še malo, dokler ne postane homogena zmes. Tako, in pa še zadnja sestavina, ali zadnji 2 sestavini, ki jo potrebujemo za pripravo palačink, sta 2 jajci. Jajci bom najprej umila in nato jo bom dala v našo maso. Razbijemo jajce, tako da poči. Odpremo, in tako damo v maso. Jajčna lupina gre v smeti. Moram si obrisati roke s kuhinjsko krpo. Ok, torej to je kuhinjska krpa. V redu. In ponovno mešamo. Tako. Zdaj, ko smo dodali 2 jajci, bo zaradi rumenjaka, pravzaprav 2 rumenjakov, masa postala lepe rumene barve. Ker mi z vilico ni uspelo dobro zmešati naše mase za palačinke, bom uporabila ročni mešalnik. Tako da se vidimo kmalu. Tako, masa je zdaj pripravljena, ne vem, če vidite, je nekako takole. Torej, je tekoča, ampak še vedno gosta. Tako da bomo kasneje, ko bomo začeli peči palačinke, na ponev lažje dali maso. Tako, zdaj pa zabavni del. Maso imamo pripravljeno, dobro je, da stoji 5 do 10 minut. Za pripravo palačink bomo uporabili tako ponev. Prav tako potrebujemo nekaj olja, ki ga bomo dali na ponev, da se ne bojo palačinke sprijele. Tako, tukaj imam olje, ki ga bom natočila v to majhno šalčko. Odpremo olje in ga nalijemo. Ne potrebujemo veliko olja. Nekaj olja damo v ponev in počakamo, da se segreje. Tako, zdaj bom prižgala štedilnik in počakala, da se olje segreje. Ogenj je pa dobro, da je nekje srednje velik, torej ne premajhen, ne prevelik. Nato olje razporedimo po celi ponvi, tako da bo dobro naoljena in čakamo. Sedaj bom vzela maso, ki je tukaj, in maso bom na ponev dala zajemalko. Torej to je zajemalka. Prva palačinka se peče. Seveda se je prva palačinka sprijela, tako da zdaj imamo šmoren ali carski praženec. Bravo, Alja. Tako, ampak naslednja bo uspela. Tako. Poskus številka 2, spet nekaj olja na ponev. Tako, pustimo, da se segreje. Postaja vroče v kuhinji, tako da bi bilo dobro, da odpremo okno. Pa, takole. Torej, palačinko lahko obrnemo z nožem ali pa jo vržemo v zrak. Jej! Tako, palačinko sem postavila nazaj na ogenj, mislim ponev, in prva palačinka bo kmalu pripravljena. Torej, kaj je prva stvar, ki jo moram narediti? Vzeti olje. Dam nekaj olja na ponev, vložim ponev na ogenj, da se spet malo segreje, torej da se olje segreje, in potem dam maso. Tako,
in potem samo takole ob robu, evo, da se ne sprime. Tegnem. Tako, to je moj način delanja palačink. Ko je površina suha, torej ni več mokre mase, lahko palačinko obrnemo, takole z nožem, in postavimo nazaj na ogenj. Tako, palačinko bom ponovno poskusila vreči v zrak, torej obrniti v zraku, da vidimo, če mi uspe. Ste pripravljeni? Opa. Tako, mislim, da bom danes naredila 4 palačinke. Tako da to je zdaj druga palačinka, še malo pa bo. Tako, druga palačinka pripravljena. In zdaj jo bom položila na krožnik. In ponovno ponovi vajo, olje, masa, potem z nožem po robu palačinke počasi in nato jo obrnemo. Tako. Sem že ustrašila, da mi bo padla. Tako, postavimo na ogenj. Ponavadi je tako, da prva palačinka ne uspe, tako da tudi če vam ne uspe, kot meni ni, kot ste videli, je vse v redu. Vsaka naslednja palačinka je vedno boljša. In tako, tretja palačinka zgleda super. In še zadnja palačinka za danes. Se že prav veselim, da jih bom lahko jedla, saj zelo diši. Tako, ugasnila sem ogenj, torej ugasnila sem štedilnik. In zadnja palačinka je gotova ali je pripravljena. Tako, zdaj pa potrebujemo marmelado. Jaz imam marelično marmelado, ker se mi zdi, da je najboljša na palačinkah. In nutelo. Tako, preden namažemo nutelo in marmelado na palačinke, imam za vas prvo vprašanje za ta video. Torej, katere sestavine smo potrebovali za pripravo palačink? In drugo vprašanje, koliko sestavin smo potrebovali za pripravo palačink? In sedaj bomo odprli marmelado. Ok, marmelada je odprta, vzamemo žlico in namažemo eno žličko marmelade na palačinko. Evo, in prva palačinka je namazana. Palačinko sem zvila, nekateri jo pa prepognejo. Tako, prva palačinka je pripravljena v celoti, ima tudi marmelado, pa poskusimo. Okusno, ne govori se s polnimi usti. Tako, palačinka je zelo okusna in tako, še preostale 3 palačinke sem namazala samo z marmelado. In še eno vprašanje vam moram postaviti, ki pa je, koliko palačink ali paljačink smo pripravili danes. Ali koliko palačink smo spekli danes. In preden zaključimo ta video, bomo odgovorili na vprašanja. Torej, odgovor na prvo vprašanje, moka, sol, mleko, jajc ni več, ampak imam še škatlico. In če štejemo še olje, smo uporabili, torej, odgovor na drugo vprašanje, 5 sestavin. In koliko palačink smo spekli? 4 plus cesarski praženec, tako da 4,5, recimo. Tako, ok, to je vse za ta video. Upam, da vam je bil všeč. Če vam je tak video všeč, torej, da govorim samo v slovenščini, seveda s podnapisi v angleščini, mi prosim povejte, ali pa če imate kakšno temo, ki vas zanima, mi prav tako prosim povejte. In jaz grem zdaj jesti palačinke, preden se shladijo, in se vidimo v naslednjem videu. Čau, čau!